inovacijski steber omogoča po eni strani boljši prenos znanja iz akademskega okolja v gospodarstvo, tukaj premoščamo to tako imenovano dolino smrti, in pa druga pomembna naloga tega stebra je pa tudi sodelovanje med različnimi ministrstvi. V prvi fazi bomo seveda izkoriščali tudi razvojna sredstva drugih ministrstv in seveda preko tega neke te skupne stične točke dejansko omogočali razpise in pa nekako bomo plasirali ta denar, ki ga ima druga ministrstva, po nekih klasičnih in pa standardnih pogojih, ki bodo veljali za vse. Prepričali smo jih s tem, da je naša zgodba dolgoročna, da imamo dolgoročno vizijo, da ne spreminjamo čez noč strategije. Prepričali smo jih s tem, da imamo 30-letno zgodovino, ko nikdar nismo imeli izgube, ko 30 let plača ni kasnila niti en dan, in prepričali smo jih s tem, da so del, vsak da je pomemben del zgodbe. Vrednotah in o zadrževanju kadra bi pa to rekel. Je zelo pomembna vrednota naše generacije pač nek ownership, ne? Se pravi, da si pripadem nečemu, ne da si samo tam zato, da oddelaš 8 ur, to ni ta generacija. Ta generacija hoče imeti smisel v tem, kar počne. Zato mislim, da je treba v podjetjih, in to je tudi naša politika, se začeti pogovarjati o vključevanju zaposlenih v lastništvo. Da bodo na ta način tudi sami pač vključeni, bodo čutili se soodgovorne za podjetja in na ta način jih tudi lažje v bistvu potem zadržujejo.